V imenu vseh raziskovalk in raziskovalcev Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU vas pozdravljam na predstavitvi različnih projektov, ki se ukvarjajo z enako ali neenako vlogo žensk v akademskem prostoru. Zdaj, tukaj na PowerPointu na displeju je izpostavljen projekt Enakost spolov v akademski sferi, oziroma naslov projekta se glasi Enakost spolov v akademski sferi, boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji. Današnji dogodek pa smo poimenovali, kot veste, Enakost spolov v znanosti raziskovalke na začetku kariere. Skratka, zdelo se nam je, da pri tako splošni temi potrebujemo, še posebej, če imamo eno dopoldne ali en dan časa za razpravo, še dodatni fokus. Sicer sem pa želel poudariti, da ne bomo govorili samo o tem projektu, temveč samo v prvem delu današnjega srečanja, temveč tudi o drugih zelo zanimivih projektih nadaljevanju po odmoru. Kar pade v oči je, da imamo tukaj med sodelujočimi enega kolega plus mene, ki sem član projekta, tudi in predstavnik te hiše, ki gosti to razpravo, kar priča o tem, da je ta razprava še kako pomembna. Skratka, hvala vsem, da ste si vzeli čas. Pričakujemo v nadaljevanju vsaj še 20 do 30 kolegic in kolegov, če lahko sklepamo po prijavah, ki smo jih dobili po e-pošti. Seveda najprej bi se rad zahvalil vsem sodelujočim, ne samo tistim kolegicam in kolegom, ki so sodelovali na tem in drugih projektih, temveč tudi tistim kolegicam in kolegom, ki so to delo omogočali, naj se bo organizacijsko ali tehnično. V našem primeru se seveda moram še posebej zahvaliti naši kolegici Tejko Klepec, ki je pomagala veliko tudi pri organiziranju današnjega srečanja. Torej, čeprav nekateri podatki kažejo, in tukaj se sklicujem na Global Gender Gap Report te Svetovne ekonomskega foruma, da so moški in ženske izenačeni, vsaj v nekaterih državah, da so bolj kot ženske ogrožene druge skupine. Ali prav zato se nam zdi, da je tematizacija spolnih vlog še vedno zelo aktualna. In ko govorim o poročilu tega globalnega spolnega poročila o tem razliki, govorim ali mislim na 8. mesto Slovenije na tej lestvici, kar je zame, moram priznati, presenetljivo, in zelo slabo umestitev nekaterih drugih držav, za katere mislimo, da so ta vprašanja v večji meri rešene. In ko omenjam druge države, bi rad izpostavil Republiko Avstrijo. Zdaj okoli nas so panoji z projekti slovenskih in avstrijskih arhitektk. V petek smo imeli otvoritev te razstave, na katero je prišla tudi nova veleposlanica Republike Avstrije, ki nam je prav tako postregla z temi podatki in je osramočeno potem primerjala Slovenijo, ki je na 8. mestu, in Avstrijo, ki je trenutno na 52. mestu. In potem so se dolgo v noč pogovarjali, kakšna metodologija je pripeljala Republiko Slovenijo na 8. in katera Republiko Avstrijo na 52. mesto. Skratka, zdi se mi, da ob prividu, da gre v resnici za enake možnosti, moramo biti še posebej pozorni na ta razmerja in da so tematizacije, kot jih srečamo v projektih, ki bodo še predstavljeni, in projektu, ki bo predstavljen prvi, toliko bolj pomembne.
Ne nazadnje tudi zaradi tega, ker naše kolegice in kolegi slovenistke in slovenisti še vedno menijo, in tukaj bi rad citiral formalno stališče, da je moški slovnični spol nevtralen, v oklepaju dejansko brezspolen, ženski slovnični spol pa je označen, to je ni nevtralen in lahko pomeni samo entitete ženskega slovničnega spola. Zato, sodeč po slavistkah in slavistih, mora biti vsak pravni akt, kot so recimo pravilniki in zakoni, nujno napisan v knjižno-jezikovnem standardu, ki pa pravi ravno to, kar sem prej povedal. Zato je uradno stališče stroke, ne glede na to, da dobra šestina ali pa slaba šestina, zdaj kako štejemo prebivalstvo Združene Evrope, to je nemški prostor, vse že 20 let uporablja oba spola v vseh objavah v javnem življenju, v vseh dopisih, v vseh javnih nagovorih, srečanjih, tole. In v nemščini je ta spolna vloga bistveno bolj opredeljena, skoraj tako natančno opredeljena, zahteva takšne, kot bi nekateri rekli, akrobacije v jeziku kot v slovenščini. Torej, na eni strani imamo dobro umeščeno Slovenijo v raznih poročilih. Na drugi strani imamo stališča, kot je bilo to pravkar razpravljeno, in s tem bi zaključil ta svoj uvodni nagovor in pozdrav. Več verjamem, da bo o tem projektu samem, ki bo najprej predstavljeno, povedala kolegica Ana Hoffman. In se seveda že vnaprej veselim razprave in potem v nadaljevanju tudi okrogle mize, kjer bomo z nekaterimi odgovornimi lahko te stvari znova preizprašali in tematizirali. Še enkrat hvala, da ste prišli in upam, da se boste tukaj na ZRC-ju danes dobro počutili. Najlepša hvala, dr. Lutar. Torej še lep pozdrav z moje strani, smo zelo veseli, da ste z nami. V bistvu je ta dogodek zamišljen kot zaključni dogodek enega projekta, ki je trajal 3 leta. Projekt se konča zdaj konec januarja, tako da v svojem imenu in imenu kolegic in kolegov, ki so delali na tem projektu, želimo tudi predstaviti naše rezultate. In ne samo to, ko smo rekli, je zelo pomembna izmenjava dobrih praks, torej da se projekti, ki se ukvarjajo s perspektivo spola v Sloveniji, povežejo med sabo in še posebej, da te izsledke naših raziskav in rezultatov tudi predebatiramo na javni debati in srčno upam, da boste ostali in da boste ob 2 tudi aktivno sodelovali v debati, ker smo tudi pripravili ene, bi rekla, konkretne predloge, ki so in nastali iz rezultatov tega projekta Garcia. Torej, na začetku bom čisto na kratko povedala nekaj o projektu. V bistvu ste vsi, že imate torbice s sabo, v torbici so materiali. Brošura, v kateri smo, ker res se mi je zdelo, da zdaj govorimo o vsem, kaj smo naredili, kakšne aktivnosti smo v vsaki fazi tega projekta, to lahko boste prebrali v brošurici. Med kosilom imate še poster, ker smo dali tudi v tej obliki, da lahko pogledate kakšne, ker gre ne samo za raziskovalni, gre tudi za aplikativni projekt. To pomeni, da smo določene ukrepe implementirali na naših testnih institucijah, tako da bi bila zelo vesela tudi, da preberete in vidite, kakšni so bili cilji v vsakem delovnem paketu in kakšne so bile naše aktivnosti, torej kaj je konkretno implementirano na naših testnih oddelkih, kaj lahko mogoče prav prispeva pri drugih projektih, ki se ukvarjajo s podobno tematiko. Poleg tega v torbici imate ključek, na ključku so poročila v angleščini, ki smo jih tudi objavili v okviru projekta Garcia. Torej, to so skupna komparativna poročila, ki so, mislim, zelo prav pridejo prav umestiti Slovenijo v komparativno perspektivo.
Zraven pa priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa raziskovanja in poučevanja. Večina, nekateri med vami so ga že dobili in v takšni obliki in v elektronski, in še ta publikacija, ki v bistvu predstavlja glavne izsledke naših raziskav. Tako da, evo, to je to, kar lahko še po tem našem zaključnem dogodku še naprej berete in se seveda še naprej o tem pogovarjamo. Zdaj, čisto na kratko glede strukture projekta, ker se nam je zdelo tudi veliko bolj pomembno, da se osredotočimo na glavne ugotovitve in da tudi z vami predebatiramo eno vprašanje, ki so nam se zdela zelo pomembna. Torej, 7 partneric, Trento, Univerza v Trentu so koordinirali ta projekt. Projekt je trajal 3 leta, ko sem že rekla, se zaključi zdaj konec januarja. Mi smo v projektu bili edina raziskovalna inštitucija, vse ostale so univerze, kar je tudi se nam je zdelo zelo pomembno, ker smo lahko imeli še dodatno primerjalno perspektivo med univerzami in raziskovalnimi institucijami. To je naša projektna skupina, čez čas je kar naraščala, tako da ene kolegice nažalost danes niso z nami, ker so zbolele, ta gripa, ki je trenutno aktualna, je tudi vplivala na našo današnjo sestavo projektno. Oto je že omenil Tejo Komel Klepec, ki nam je zelo pomagala pri organizaciji tega dogodka, nismo pa omenili še dr. Sittar, Polono Sittar, ki je tudi zelo prispevala v tem projektu in tam sedi čisto, da veste, kdo smo mi vsi, ki smo sodelovali v tem projektu. Torej, glavna vprašanja projekta so predvsem osredotočenost na zgodnje stopnje znanstvene kariere. Torej, področje, ki je bilo precej malo obravnavano v drugih projektih. Poleg tega, še druga ključna točka je prekarnost, torej raziskovalke in raziskovalci, ki so zaposleni za določen čas ali brez stalne pozicije na visokošolskih in raziskovalnih institucijah. Torej, ta dva bi rekla, da sta ključni točki, s katerimi smo se ukvarjali v tem projektu. Potem pa fenomen puščajoče cevi, ki je že obravnavan in v slovenskem kontekstu, ampak so nas zanimali raziskovalke in raziskovalci na začetku znanstvene kariere, ki so zapustili visokošolske in raziskovalne institucije. Torej, ki so šli ali na kakšno drugo, torej so spremenili raziskovalno in znanstveno okolje, ali pa so ga zapustili, torej so šli v kakšen drugi sektor. In še posebej, kaj bi rekla, da je aktualnost v tem projektu, je prav to, da smo se osredotočili na sedanji čas, torej na krizo, na trenutno situacijo v Evropi, na trenutno situacijo v Sloveniji, na zmanjšanje javnega denarja, na neoliberalizacijo znanosti ter na koncept pohlepnih institucij, v bistvu kako spol funkcionira kot strukturna zadeva, ne kot kakšen, bi rekla, družbeno konstruirano ali biološko, ampak kako se ustvarja in perpetuira strukturno. Torej, poseben vidik obravnavanja spolno zaznamovanih asimetrij v akademskem okolju, ki ga prinaša projekt Garcia, je prav poudarek na raziskovalcih in raziskovalkah, ki so zaposlene začasno oziroma za določen čas. O nižjem deležu žensk pri osebju z višjimi akademskimi nazivi ter njihovi nadpoprečni zastopanosti pri zaposlitvah za določen čas se do sedaj ni razpravljalo z vidika negotovosti zaposlitve in vse večje prekarnosti zaposlenih na visokošolskih in raziskovalnih institucijah. Torej, tudi sama naša statistična raziskava, ki jo bo Majda Černič-Istenič kasneje pokazala v številkah, je pokazala, da so podatki o akademskem osebju zaposlenem za določen čas se tudi le redko zbirajo in spremljajo, kar je zelo pomembno v bistvu, če hočemo in implementirati ukrepe in debatirati o tem. Po našem mnenju je prav zaradi tega za razumevanje spolno zaznamovanih asimetrij v akademskem okolju ključnega pomena, da se osredotočimo na zaposlitveno strukturo in negotovost, zlasti zaradi večje fleksibilnosti trga dela, komodifikacije akademske sfere ter zmanjšanja sredstev namenjenih visokošolskim in raziskovalnim institucijam. Torej, ne samo v Sloveniji, v celotnem projektu, torej med 7 partnericah, univerzami, ki smo jih raziskovali, so ženske pogosteje zaposlene za določen čas ter opravljajo manj cenjene in manj prestižne naloge, kot so poučevanje in administracija. Celo na družboslovnih in humanističnih področjih, ker so študentke, kandidatke, doktorski in asistentne z doktoratom,
številčno prekašajo svoje moške kolege, pri odločanju o prvih stabilnih zaposlitvah razlike med spoloma postanejo očitne. Torej, kako pokaže raziskava tudi komparativna, ženske so bolj pripravljene sprejeti bodisi zaposlitve s skrajšanim delovnim časom, kar predvsem gre za Nizozemsko in Švico, ali takšne na podlagi pogodbe za določen čas, kar je bilo v ostalih državah partnericah. Na začetku svojih znanstvenih karier se doktorice znanosti soočajo s številnejšimi pogoji za ohranjanje delovnega mesta, napredovanje in pridobivanje raziskovalnih sredstev. Pogosto so vključene v kratkoročne projekte, njihove perspektive glede prihodnje poklicne stabilnosti so negotove, težko usklajujejo poklicno in zasebno življenje, tudi zaradi potrebe po geografski mobilnosti, o čem je že debatirano, podvržene pa so tudi administrativnim in pravnim predpisom, ki lahko predstavljajo ovire pri izbiri znanstvene kariere. Posledica tega je pojav puščajoče cevi, leaky pipeline, ki označuje odliv oziroma odhajanje žensk iz raziskovalnih in visokošolskih inštitucij na vseh kariernih stopnjah. Torej, stalen obstoj neenakosti med spoli od vstopanja v akademsko okolje naprej neposredno vpliva na kakovost raziskovanja in poučevanja na univerzah in raziskovalnih institucijah. In ko kažejo ugotovitve našega projekta, je precej zavajajoče raziskovati poklicne poti žensk v znanosti, ne da bi pri tem upoštevali strukturne, nacionalne ter institucionalne in strokovno pogojene značilnosti. Tudi o tem se bomo malo pogovorili, kako razlika med inštitucijami, med področji tudi vpliva na to. Ko sem že omenila, torej dve testi institucij sta, humanistika in naravoslovje, tako da je prav poudarek na primerjavi med naravoslovjem in humanistiko. Že pomemben aspekt, torej ne glede na to, da smo analizirali uradne dokumente in delali kvantitativno raziskavo, se nam je pokazala kvalitativna raziskava kot zelo pomembna. Prav glede na to, kar je posebej bi rekla, področju uvajanja načela enakosti spolov, ogromno tega, kar se lahko v angleščini pove lip servicing. Torej, ogromno se uprizarja, ogromno se o tem govori, spremembe pa v samih delovnih okoljih, pa v samih strukturah so veliko bolj težje in počasi potekajo. Torej, prav zaradi tega nas je zelo zanimalo, kaj same raziskovalke, sami raziskovalci na začetku kariere povejo o določenih sklopih, ki bom kasneje prikazala. Tako da tudi ena izmed nalog tega projekta, pa tudi naše publikacije, je bila dekonstrukcija na videz homogene skupine mladih in enako žensko znanosti. Mladi, ne mislimo samo na mlade, ki so po letih generacijsko mladi, vse, ki so na začetku kariere, ki tudi vstopajo v akademijo po končanem doktoratu, v tem najbolj občutljivem obdobju v bistvu za nadaljevanje znanstvene kariere. Enako pri ženskah, torej ne gre za ženske, vse ženske v znanosti, ker pogosto se predstavlja kot ena homogena skupina in prav zaradi tega se tudi spregledajo notranje dinamike in segregacije znotraj teh skupin in mladih in žensk. Poudarek na akademskih delavkah na začetkih njihovih karier problematizira te kategorije in ob enem izpostavlja pomembnost intersekcionalnega pristopa, ki je sicer močno prisoten v teoriji, v konkretnih raziskavah pa veliko manj. Čeprav tudi smo se mi v prvi vrsti osredotočili na osebe, ki so družbeno samo prepoznane kot ženske, smo naše analize gradili na konceptu intersekcionalnosti, ki prepoznava pomen večplastnega konstruiranja identitete onkraj cistonormativnih in heteronormativnih vzorcev. Torej, tudi smo poskusili analizirati spolne vloge na presečišču etnične, razredne in verske pripadnosti, starosti in tako naprej. Tudi same avtorice, tudi same sodelavke v projektu, ene med nami smo prišle iz drugih raziskovalnih okoljih in na ta način že svojo interpretacijo določenih praks lahko podamo pogled iz mogoče kakšnega drugega zornega kota. Tako da smo skušali tudi biti pozorni na pomembnost vseh posameznicov, ki delujejo v akademski sferi in enostavno ne prezreti te notranje dinamike, ki so nam posebej v tej trenutni neoliberalizaciji znanosti in tekmovalnosti zdijo še bolj pomembne in še bolj izpostavljene. Torej,
ko sem že omenila, primerjava med visokošolsko in raziskovalno institucijo je enako izpostavljena kot zelo pomembna prav zaradi tega, ker vse bolj vidimo, da se ta razpoka med tem in določene tenzije vse bolj, bi rekla, ohranjajo naprej. Ja, še čisto na kratko o tem, v bistvu o puščajoči cevi, torej kako in v katerih fazah ženske odhajajo. Tudi podatki v našem projektu kažejo na potencialno povečanje že tako prepoznanega spolno pogojenega pojava puščajoče cevi v Evropi, tudi v slovenskem kontekstu. Torej, težava ni le pri dostopu do zaposlitve v akademski sferi. Gre tudi za to, da so ženske, ko enkrat vstopijo v akademsko sfero, se soočajo s številnimi tveganji odliva iz institucionalnih struktur v veliko večji meri, kot je to značilno za njihove moške kolege. Ta pojav se imenuje vrtljiva vrata, medtem ko se prispodoba za pojav ostajanja na doktorski in poddoktorski ravni, ki smo jo posebej obravnavali, imenuje ozko grlo, čeprav ni dovolj raziskovana, torej da se ostaja na tih zgodnjih fazah znanstvenih karier pri ženskah. Negotovost zaposlitve je tesno povezana s temi pojavi, ampak je redko prepoznana kot eden izmed razlogov, ki lahko vplivajo na odliv žensk iz akademske sfere in prav po našem mnenju je za popolno razumevanje pojava puščajoče cevi ključnega pomena, da se osredotočimo na začetke znanstvenih karier. Čisto na kratko, kakšni so bili cilji v delovnih paketih, ki smo jih obravnavali v tem projektu. Torej, prvi je bila raziskava nacionalnega in lokalnega blaginjskega režima in njegovega vpliva na razmerje med spoli z namenom spopadanja s spolno pogojenimi asimetrijami. Prav zaradi tega, ker smo hoteli ugotoviti, kako različne lokalne, institucionalna okolja in nacionalna okolja, v bistvu v večini primerov je prav institucionalne strukturne politike so na en način zrcale nacionalno politiko, ampak včasih tudi pride do takšnih, da na določenih institucijah obstajajo dobre prakse in enostavno smo hoteli prav upoštevati te razlike. Naslednji delovni paket, ki smo ga tudi mi kot tim vodili, je bilo ozaveščanje o spolno zaznamovani organizacijski kulturi. Torej, prvo smo delali na razvoju orodij za pridobivanje in zbiranje statističnih podatkov, ki upoštevajo dimenzijo spola, ker smo rekli, da brez statistike, pa tudi deloma glede za zaposlene za določen čas, v bistvu na avtorske pogodbe in vsi, ki čutijo to zaposlitveno negotovost. In kvalitativna raziskava, zagotoviti razumevanje organizacijskih struktur in mikropolitik v vsakodnevnem delovnem okolju raziskovalk in raziskovalcev skozi perspektivo spola. Potem še vključevanje spolne perspektive v raziskovanje in poučevanje in prav ta priročnik je objavljen kot eden od rezultatov tega projekta. Torej, prvo smo delali ozaveščanje raziskovalnega osebja z področja naravoslovja in humanistike o vključevanju spolne perspektive in v pisanje projektov enako kot pripravljanje učnih načrtov in potem na isti način tudi izvajali delavnice, kako v bistvu uvajati in kako uporabljati ta priročnik. Torej, zaenkrat smo tudi povabljeni na Goldsmiths, bomo šli konec februarja, ker oni že itak delajo bolj naprej glede tega Athena Swan programa, tako da prav v okviru Athena Swan programa, ki je določen certifikat za raziskovalne in univerzitetne institucije, ki uvajajo načela enakosti spolov, bomo v okviru tega predstavili priročnik in naredili delavnico za raziskovalno in administrativno osebje tam. Peti delovni paket je v bistvu smo ozaveščali o obstoječih praksah upravljanja in postopkov financiranja glede na perspektivo spola, torej v obeh testnih institucijah smo analizirali vodstveno strukturo, način, kako se denar razporejuje in tako naprej in tudi ozaveščali o tem, zakaj je smiselno sprejeti proračun, ki vključuje vidik spola. Ko sem že večkrat omenila ta pojav puščajoče cevi, ki je prav zaradi tega, ker smo se zaenkrat je Garcia edini projekt v Evropi, ki se je prav fokusiral na ljudje, ki so šli iz raziskovalnih institucijah in to je ena izmed posebnosti. Tako da smo hoteli razumeti težave, s katerimi se soočajo raziskovalci in raziskovalci v zgodnjih fazah karier in tudi delali primerjave med temi, ki so še vedno zaposleni na isti testni inštituciji, na istem oddelku in te, ki so šli. Torej smo
delali primerjavo med pogoji dela, med njihovimi delovnimi okolji, torej kako se in kako oni percipirajo spolno pogojene asimetrije. In seveda o tem bo Duška Knežević-Hočevar malo več povedala, v bistvu o praksah mentorstva, kako lahko skozi mentorske aktivnosti v bistvu na en način uvajamo spolno občutljiv pristop v raziskovalna okolja in v naša delovna okolja. Na koncu pa enako pomembno in tudi na tem delovnem paketu mirno rečem, da smo kar nekaj veliko pomembnih zadev implementirali, to je izboljševanje položaja na področju enakosti spolov pri zaposlovanju in napredovanju. Torej smo analizirali informalna merila, kar je tudi pogosto je že narejeno v Sloveniji, ampak smo analizirali neformalna merila. Tako da Jasna Fakin-Bajec bo malo več povedala o tem, zakaj je pomembno, da se neformalna merila za zaposlovanje in napredovanje iz spolne perspektive tudi analizirajo in kaj, ko se naredi še primerjava med enimi in drugimi. V tej fazi bom predstavila na kratko glavne izsledke in bom predstavila našo publikacijo, v bistvu strukturo publikacije bolj kot, potem pa vsaka od kolegic bo povedala malo več o svojem poglavju in določenih tematikah, ki sem jih že izpostavila. Torej, zakaj prav ženske v tem najbolj občutljivem obdobju? Po She Figures smo se osredotočili na te, ki naj bi bili D ali C. Torej, to so ljudje, to so asistenti z doktoratom, asistentke z doktoratom, docente, docentke, docenti, pa še v primeru raziskovalnih nazivov znanstvene sodelavke, znanstveni sodelavci. To so bili nazivi, nazivi in položaji, ki so nas zanimali. Prav zaradi tega, ker se glih v prehodu od naziva docenta, docentke, znanstvene sodelavke, sodelavca do izredne profesorice ali više znanstvene sodelavke v bistvu pride do določenih neskladij. In to se točno vidi v She Figures, ki pokaže, da čeprav je, ko je Oto omenil, je Slovenija skoraj blizu, lahko rečemo, Italiji, ampak v tej zgornji lestvici glede na kategorijo C, torej na kategorijo docentk in znanstvenih sodelavk. Pri izrednih profesoricah pa je ta delež veliko manjši in, kako kaže, trend še bolj. Torej, iz She Figures iz 2015 pokaže, da smo pod evropskim povprečjem. In za razliko od 2013, kar je nekaj procentov več, v bistvu je očitno takšen trend, da se je še ta prehod najbolj občutljiv, še bolj torej je v bistvu ratal še bolj občutljiv, da je vse manj ženski v bistvu glih ta prehod pridejo do izredne profesorice ali više znanstvene sodelavke. To je eden izmed teh izhodišč, zaradi česa smo prav fokusirali projekt na ta način. Drugo pa so prav izzivi. To je na en način, kar je naša raziskava pokazala, da program mladih raziskovalcev in postdoktorskih projektov ni nadgrajen s programom, ki bi olajšal vstop v raziskovalno sfero. Ravno v najbolj produktivnem obdobju, torej nekaj let po pridobitvi doktorata. Večina mladih znanstvenic in znanstvenikov se prav v tem času bori za obstoj s projektnim načinom financiranja, ki ne omogoča kontinuitete dela, ali so tudi odvisni od vodij programskih skupin, ki popolnoma odločajo o razporejanju sredstev. Torej, to so iz pogovorov z našimi intervjujenci, intervjujenkami, sogovornicami, sogovorniki. Druga zadeva je primanjkovanje ustreznih programov in praks mentorstva. Torej, mentorstva, kariernega mentorstva, ne mentorstva glede vsebine, ampak prav na koncu bo Duška več povedala, obstaja določena struktura, ampak ta struktura ali ne deluje, ali ni, bi rekla, zainteresirana v tem trenutku za te, ki so dokončali doktorat. Torej, do doktorata imamo še kaj, potem pa kar naenkrat vse neha. Tako da mislim, da je to ta problem, na kateri smo se osredotočili. Potem primanjkovanje inštrumentov za podporo interdisciplinarnosti, kar je do ene mere lahko spremljamo na RLS-ju, ampak to je bilo izpostavljeno isto kot eden izmed pomembnih faktorjev in težave pri programskem financiranju, torej položaj v
okviru programskih skupin in ta moški habitus in hierarhijo odnosi moči v okviru samih raziskovalnih skupin. To so bili ti izzivi, ki so bili predstavljeni kot izzivi, s katerimi se soočajo raziskovalke in raziskovalci na začetku kariere. Čisto na kratko bi nekaj povedala o uporabi spolno občutljivega jezika. Je Oto že povedal o tem, kako slavistki v bistvu, in jaz verjamem, da eni, ki so že, ko ste videli vabilo, ste že takoj videli, da gre za podčrtaj in da gre za intervencijo, za uveljavljanje spolno občutljivega jezika, ki mogoče ni v znanstvenem diskursu, saj so ene, bi rekla, oaze tega, ampak ni na ta način uveljavljen. Tako da glede tega se nam je zelo pomembno zdelo, da tudi kot intervencijo, ker sami vidimo jezik kot, da on soustvarja realnost, ne samo, da je odsev tega, kako dejansko govorimo in živimo in tako naprej in delamo. In v tem smislu so tudi na en način je intervencija v ta moškocentrični uporabi slovenskega jezika. In same smo se soočali pri delu na projektu, da so eni izmed teh, ki so sodelovali, ki so bili naši sogovorniki, sogovornice, da so tudi ta našo intervencijo s podčrtajem pa nasplošno uvajanje spolno občutljivega jezika na en način doživljali kot hiperkorekcijo ali politično korektnost. Verjamem, da vsi, ki se ukvarjajo s to tematiko, so se že srečali s tem, tako da so bili določeni upori tudi glede tega. Pri nas pa je tako, da smo v publikaciji uporabljali moški in ženska v smislu družbenega pripisa spola, glede na to, da nažalost in v tem projektu in v ostalih evropskih projektih identifikacija izven spolnega binarizma zaenkrat ni mogoča. Torej, tudi v tem projektu, ko smo delali statistike, ko smo delali, je bilo moški in ženska in tako je v večini evropskih projektov. Mi se pa kot avtorice te publikacije in avtori popolnoma zavedamo pomena večplastnega konstruiranja identitete onkraj cistonormativnih in heteronormativnih vzorcev in, ko sem že rekla, kategorijo spola razumemo izključno kot družbeno konstruirano. Tako da to je tudi s podčrtajem smo hoteli opozoriti še na ta dominantnost heteronormativnosti, ne samo v našem raziskovalnem okolju, ampak nasplošno. Nina Perger nažalost ni tle, nam je ogromno pomagala, sem se hotela osebno zahvaliti, ampak pride v drugem delu, tako da bo še priložnosti za to. Glede same publikacije, ko sem že rekla, smo analizirali različno gradivo, uradne dokumente in ukrepe in kvantitativno raziskavo smo opravili, odločili smo se pa, da bo srednji del naše raziskave temeljil na kvalitativnih podatkih. Torej, mislimo, da je kvalitativna raziskava zelo pomembna, če ne ključna za razumevanje dvoumnih in celo nasprotujočih si izkušenj spolno pogojenih režimov v znanosti. Torej, to, kar smo dobili, je ogromno, je dvoumnih narativov, po eni strani bi bolj pisali projekte, bi se učili, po drugi strani bi pa totalno varnost, stabilnost. Tako da veliko je tega in vse bolj verjetno, kako trend neoliberalizacije znanstveno-raziskovalne sfere gre verjetno vse bolj bo kompleksno. Tako da prav to kompleksnost smo hoteli izpostaviti tudi v tej publikaciji in v pripovedih o kariernih izkušnjah, tako spremljamo mikropolitike, ki razkrivajo, kako po našem mnenju razkrivajo tudi globlje težave, s katerimi se srečujejo akademski delavci in delavke in delavci. In tudi ta razmišljanja, ki smo jih dobili skozi intervjuje, ker v intervjujih smo tudi, je en del, en klaster, ki se ukvarja s tem predlogi. Torej, kaj so vaši predlogi? Prav zaradi tega mislimo, da ne gre samo za individualno raven. Torej, gre tudi za vpogled v težave na ravni inštitucij z njihovimi strukturnimi politikami, torej konkretnimi testnimi inštitucijami, s katerimi smo delali, ampak tudi na makroravni znanosti in nacionalnih znanstvenih sistemov. To, da smo dali možnost našim sogovornikom spregovoriti, nam omogoča tudi identificirati potrebe, želje in predloge. Poleg tega pa je etnografska metoda, posebej polstrukturirani intervjuji, na en način je omogočilo izraziti stališča in da so tudi sami prepoznani kot akterji. Torej, da jih nekdo dejansko vpraša, kaj oni predlagajo. Posebej v trenutku, ko se zdi, da se
itak malo stvari naredi. Še dodatna motivacija za kvalitativni pristop in zakaj prav intervjuji so podlaga za to publikacijo, je, da hočemo opozoriti na osrednji izziv pri spopadanju z vprašanjem spola, torej dejstvom, da se obstoječi akti in ukrepi na evropski in nacionalni ravni precej težko udejanjajo v praksi. Citiram Leva Krefta in Mirjana Ule, da se zdi skoraj lažje ali vsaj manj tvegano poskusiti kaj spremeniti na makroravni, kot pa v neposrednem delovnem okolju. Tako da s tem hočemo tudi opozoriti na pogosto težnjo po prekomernem posploševanju, ki oblikovalci politik niso dovolj občutljivi za razlike med nacionalnimi, lokalnimi ali institucionalnimi okolji pri oblikovanju mehanizmov, ki bodo ustrezali potrebam posebne stroke ali institucije. In se nam prav zaradi tega zdi pomembno, da uporabljamo bolj sofisticiran pristop in se osredotočimo na dinamike spolno zaznamovanih vsakdanjih praks v akademskem okolju, ki nam pomagajo tudi pri razkrivanju slepih peg obstoječih politik. Metodologija, ko sem že rekla, ne bi s tem več, torej, da so eni, ki so še vedno zaposleni na raziskovalnih testnih inštitucijah, ti drugi, ki so šli z testnih institucijah in so spremenili okolje ali zapustili. Torej, to je bila. In še čisto na kratko predam besedo kolegicam. Še nekaj o tem, kakšen je bil kontekst, v katerem so in kaj so nam v bistvu poročali ljudje v svojih intervjujih. Torej, da je prekarnost in da zaposlitvena nestabilnost, posebej pri naših sogovornicah, ki so zapustile raziskovalno ali univerzo, da je tudi ta občutek negotovosti močno vplival in na spremembe v samem pojmovanju doktorskega in poddoktorskega obdobja, tako da ta osnovni namen poddoktorskega obdobja, ki naj bi bila konsolidacija doktorata, v smislu specializacije, v smislu določene neodvisnosti zdaj v svoji raziskavi, v praksi se kaže kot precej napetost med tem obdobju prehoda in paradoksalno bolj, bi rekla, stabilno pozicijo. Tako da se paradoksalno to obdobje podaljšuje za nedoločen čas. In to je ta občutek, da si vedno na enem poddoktorski stopni, da si vedno na začetku, tudi glede na to, da nisi, je ta poddoktorsko obdobje je na en način zdaj podaljšano za nedoločen čas. Seveda, da so takšne konfiguracije spolno zaznamovane, glede na to, da število žensk določen čas narašča. In prav zaradi tega je zelo pomembno, da tudi prihaja do stratifikacije v samih, bi rekla, raziskovalnih ali naših testnih inštitucijah med temi, ki so stalno zaposleni in temi, ki so delajo za določen skrajšan čas in na en način tudi veljajo za nižje razredne znanstvenike, znanstvenice, glede na to, da skozi se potegujejo za sredstva, pišejo projekte in tako naprej. Tako da, mogoče še dodatno pomembno je, da se poučevanje vidi kot lepljiva tla, torej da je poučevanje to, kar ti ne prinaša napredovanje, ti ne prinaša ta preskok v bolj stabilno akademsko pozicijo, enako kot v raziskovalnih institucijah pisanje projektov. Torej, to so lepljiva tla, ki v bistvu prav mladi, ki morajo na en način, mislim, raziskovalke na začetku kariere, na en način zagotoviti sredstva za svoje plače, jih v bistvu prav to zagotavljanje sredstev še vedno rine nazaj v isto pozicijo. Lahko rečemo tudi v celotnem projektu, da je kriza se dodatno poslabšala to situacijo, mislim na ekonomsko krizo in da enostavno se vse bolj je ta, bi rekla, romantizirana podoba akademskih delavcev, delavk, ki je na en način prestižen poklic, tudi vse bolj označuje stalno negotovost, neomejen delovni čas in delovna mesta, ki ne omogočajo stabilnosti. Jutri bomo imeli še en posvet prav na temo tega, kako v bistvu znanstveno-raziskovalni sektor v bistvu je prestižen, na kateri način ga percipirajo tudi zunaj in iz naših intervjujev je razvidno, da v bistvu je samo navidez, v praksi pa je ogromno, predvsem nekaj drugega.
Še čisto na kratko, torej ta pojav ostajanja na doktorski in podoktorski ravni, ozko grlo, ki smo ga hoteli tudi analizirati v tej publikaciji, in prav ta razlika med raziskovanjem in poučevanjem. Še dodaten aspekt, ki je mogoče še najbolj značilen za slovensko akademsko okolje, je akademska samoreprodukcija, torej samooplojevanje, torej da je prehod z ene inštitucije na drugo v bistvu veliko bolj kompliciran, torej da se zaposlujejo kadri, ki so vzgojeni na isti instituciji. In tudi zaradi tega te notranje mobilnosti, da imamo zdaj na široko mobilnosti zunaj slovenskega akademskega okolja, ampak v samih institucionalnih okoljih kaže na to, bi rekla, samoreprodukcijo, torej da same institucije zaposlujejo in vzgajajo kadre, kar je po eni strani zelo problematično za mlade, ki ne prihajajo, ki niso vzgojeni, ponavadi pogosto ženske. Jaz bi zaenkrat zdaj s tem končala in bi potem predala besedo doktorici Černič Istinič, ki bo malo več povedala o kvantitativnem delu tega projekta. Hvala, Ana. Lep pozdrav vsem, tudi z moje strani. Ana, grem jaz malo naprej. Jaz bom danes spregovorila nekaj na kratko o belih lisah v statistikah, ki nagovarjajo sliko o že omenjeni spolni asimetriji in prekernosti v znanstvenem in raziskovalnem področju. Ena izmed nalog projekta Garcia je bila tudi preučiti ta fenomen s pomočjo statističnih podatkov. Zdaj, statistični podatki o tej spolni raznolikosti se zbira od leta 1975 na svetovnem merilu. Takrat je bilo svetovno desetletje žensk in takrat se je to nekako začelo izvajati. Prvi so začeli s zbiranjem takih podatkov, ki seveda so pomembni za to, da se potem lahko oblikujejo ukrepi, mehanizmi in izboljšuje situacija, pač da je potrebno poznati neko sliko. Do takrat nekako izgleda ni bilo prepoznano, da je treba take podatke sploh zbirati. No, od leta 1975 prejšnjega stoletja se ti podatki v svetovnem merilu zbirajo na ravni Združenih narodov in njenih agencij, zlasti UNESCO zbira podatke, ki se tudi nanašajo na izobraževanje. Oni zbirajo nekako na svetovnem merilu podatke, na evropski ravni pa, kot že omenjeno, se ti podatki zbirajo v okviru publikacije She Figures. Teh podatkov je zdaj že kar nekaj in pač zlasti so osredotočeni na to odslikavo pojava puščajoče cevi, ki pomeni, da kot že omenjeno, odlivajo kadri iz znanstveno-raziskovalnega dela in še posebej je to situacija značilna za žensko stran. Mi tukaj v tem današnjem dogodku predstavljamo statistike o izobraževalni poti moških in žensk do doktorata v Sloveniji in pa tudi statistike o doktoricah znanosti na trgu dela. Vire podatkov, ki jih tukaj predstavljamo, smo pridobili na podlagi statističnih podatkov, objavljenih v letopisih, naprimer v zadnjem iz leta 2013.
Obenem pa smo se opirali tudi na mednarodno statistično raziskavo značilnosti doktoric in doktorjev znanosti in njihovih kariernih poteh, ki je raziskava, ki poteka v sodelovanju med UNESCO-om, OECD-jem in Eurostatom in je bila v letih 2009 in 2012 izvedena tudi v Sloveniji. Jaz bom tukaj predstavila te podatke. Statistični podatki zbrani na letnih ravneh, ki se zbirajo v okviru statističnih letopisov in kjer smo se mi osredotočili na obdobje 2010-2013, kažejo naslednjo sliko. Vidimo, da je v bistvu ta razporeditev med moškimi in ženskami, kljub temu, da je na primer že 60% vseh šolajočih oziroma populacije, ki študira žensk, da so ta razmerja precej raznolika, da so na primer ženske v veliki meri zastopane na družboslovnih, humanističnih, pa tudi na medicinskem področju, tudi storitvah, medtem ko pa so moški v veliki meri zastopani na področju tehnike, gradbeništva in proizvodnih tehnologij, pa tudi naravoslovja. Vendar se tukaj vidimo, naprimer na področju naravoslovja, te razlike med spoloma že kar precej na prvi bolonjski stopnji izenačujejo. Ko pogledamo podatke na ravni magistrskega študija, to je druge bolonjske stopnje, vidimo podobno sliko, da se tudi tukaj kažejo te strukturne razlike med moškimi in ženskami, da še zmeraj nekako je naravoslovje, tehnika moška domena, družboslovje, humanistika ženska domena. Pri doktorskem študiju nekako prav tako se ta struktura še zmeraj nadaljuje z nekoliko manjšimi odstopanji. Vidimo, da v naravoslovju, matematiki in računalništvu, kjer je na primer na prvi stopnji bolonjskega študija že kar precejšnja izenačenost, je pa tu na doktorskem študiju ta še, bi rekli, statistično značilno poudarjena. Tale slika pa kaže nekako vse te ravni študija od prve, druge bolonjske stopnje do doktorskega študija in nekako vidimo, da so diplomanti na doktorskem študiju že kar precej izenačeni, nekako, da imamo med moškimi in ženskami relativno malo razlike. Rečemo, smo že nekako dosegli to stopnjo, polovica moških, polovica žensk vstopa v ta program doktorskega študija in ga tudi uspešno zaključuje. Tale slika, ki je vzeta iz tega poročila o tej mednarodni raziskavi, ki sem jo omenila, kaže zelo nazorno, kako se ta zastopanost žensk med doktoranti v Sloveniji spreminja v prid obeh spolov, izenačenosti. Naprimer, če smo imeli leta 1971 še 26% žensk ali pa celo leta 1981 samo 9% žensk, ki so dosegle doktorat, pa imamo zdaj oziroma leto 2012, v zadnjem letu, kjer je bil na razpolago ta podatek, že to razmerje izenačeno. Tako da tukaj se kažejo, bi rekli, zelo veliki napredki. O tem, naprimer, tudi poročajo podatki na svetovni ravni, tudi tukaj nekako, oziroma pa tudi v poročilu SheFigures se podoben trend kaže, da moški in ženske na doktorski ravni že zelo nekako prihajajo skupaj. Tako da to nekako je pozitivno in, bi rekli, zadeve gredo tudi v pozitivno smer, ne samo v kritično. Ampak, ko pa pogledamo podatke za zaposlene v raziskovalnih in akademskih institucijah, pa vidimo, da so pa razmerja le nekoliko manj ugodna, da moški raziskovalci, nekako bi rekli, v vseh teh
znanstvenih disciplinah prevladujejo, še posebej na področju inženirstva in tehnike in naravoslovja, bolje pa situacija izenačena na področju medicine, družbenih ved, humanistike in nekoliko se ta zadeva tudi izboljšuje na področju kmetijstva, ki je pa sicer zelo majhno področje, najmanjše v Sloveniji na teh različnih področjih. Tako da nekako vidimo, da kljub temu izenačevanju med spoloma pa je zaposlenost spolno še precej neuravnotežena. Seveda je treba razumeti, da to nekako odslikuje tudi situacijo iz preteklosti. Pač, kot smo prevideli, je bila ta zastopanost žensk med doktoricami znanosti precej manjša in to seveda najbrž vpliva tudi na to sliko, ki jo kažejo podatki v obdobju 2010-2013. Vendar zadeva je še zmeraj kritična. Tale slika kaže tipično znanstveno kariero oseb v Sloveniji. Nekako tudi lahko vidimo, da je v obliki škarjaste krivulje, da imamo na začetku znanstvene kariere, nekako bi rekli, situacijo relativno izenačeno, medtem ko pa se potem po teh fazah poklicne kariere oziroma znanstvene kariere to razmerje med spoloma zelo razhaja. Sicer nekako tale črtkasta krivulja pa poudarjena kažeta nekoliko razlike, da se zadeve tudi nekako gresta v neko boljšo smer, vendar pa so razlike med naprimer rednimi profesorji in rednimi profesoricami še zmeraj bi lahko rekli alarmantne in neupravičene glede na razporeditev obeh spolov populacij zlasti potem še v izobraževalnem procesu in tudi v razmerjih med diplomanti, doktoricami in doktorji. Tako da je tukaj še zelo veliko prostora za ukrepanje in za delovanje. Statistični urad smo v okviru te naše raziskave zaprosili tudi za določene podatke, ki niso nikjer objavljeni, ker smo pač že poudarili, da je bil interes v naši raziskavi ugotoviti pojav odliva iz akademskega oziroma raziskovalnega okolja. In seveda so nas zanimali podatki o odhodih in prehodih raziskovalcev, raziskovalk iz akademskih in raziskovalnih inštitucij. Tukaj smo pridobili nekaj podatkov, ki so nekako osvetlili to situacijo. Nekako vidimo, da je ta, naprimer, status doktoric in doktorjev znanosti na trgu dela tudi nekako neizenačen. Naprimer, če imamo tukaj vseh zaposlenih 7107, to je bilo v letu 1912, med vsemi zaposlenimi za nedoločen čas, to jih je bilo 5367, vidimo, da so v vseh in še po starostnih skupinah so podatki razdeljeni, vidimo, da so moški veliko boljšem položaju, kar se tiče naprimer zaposlenosti za nedoločen čas kot ženske, medtem ko so zaposleni za določen čas seveda v neki meri tudi moški, ampak tukaj vidimo, da so bolj izrazito ženske in celo tudi, da so to večinoma mlajše starostne kategorije. Seveda smo bili pri rokovanju s temi podatki z strani statističnega urada tudi upozorjeni, da so ti podatki na nek način nezanesljivi, ker so numerusi zelo majhni, to pač niso podatki, ki bi se nanašali na celotno populacijo znanstvenikov in znanstvenic oziroma raziskovalk in raziskovalcev, ampak so to pač podatki opravljeni s anketo in zajemajo samo določen vzorec te populacije in nekateri podatki, čim bolj naprimer gremo v te manjše
stolpce, manj zanesljivi so, ne? Ker pač je majhna številka, zato smo, pač kot boste lahko videli v publikacijah, te številke tam so označene še z M, kar pomeni, da so manj zanesljivi, da jih je treba obravnavati s pozornostjo. Zdaj, v tej sliki tukaj jih jaz nisem mogla označiti, kateri so bolj ali manj zanesljivi. Pač upozorjeni smo bili, da je potrebno te podatke upoštevati previdno, da niso, bi rekli, 100%. Kar pač seveda kaže na to, da sama raziskava oziroma samo z anketo proučevati takih pojavov ni primerno, ampak da je treba res sistematično se lotiti zbiranja podatkov na ravni nacionalne države in da imamo res konkretne podatke, ne da imamo neke raziskovalne, samo ki pokažejo samo, bi rekli, en oris, bi rekli, ali pa en približek, situacije. No, tudi tale slika nekako je za upoštevati s previdnostjo, ki kaže na status doktoric in doktoric znanosti na trgu dela glede na delovni čas, na polovični ali krajši delovni čas. Pač tukaj vidimo, da so v glavnem raziskovalci in raziskovalke, doktorice, doktori znanosti zaposleni za polni delovni čas, da je zelo malo v primerjavi z drugimi poklicnimi kategorijami tega statusa za polovični delovni čas. Tako da v bistvu to je poklic, ki zahteva, bi rekla, polno angažiranost, pa bi rekli ne samo 8 ur na dan, ampak dostikrat kar 24 ur na dan. No, slika, ki sem jo nekako predstavila, prikazuje določene orise situacije, te spolne nesimetrije in nezanesljivosti poklica raziskovalcev, raziskovalk, znanstvenikov in še posebej pri mladih doktoricah in doktorjih znanosti. Pač ta slika ni popolna, manjkajo informacije o odhajanju in opuščanju akademske kariere. Teh podatkov mi, kljub temu, da smo jih želeli pridobiti na nacionalni ravni, nismo uspeli pridobiti, pač se ne zbirajo. To smo ugotovili tudi, ko smo zbirali podatke na ravni testnih inštitucij. Tudi tam smo videli, da je ta sfera oziroma ta segment evidenc izredno slabo spremljan, da inštitucij ne zanima, kam njihov kader, ki je bil pri njih zaposlen, odhaja, kaj se z njim dogaja, niti v bistvu kam odhajajo njihovi študentje. Ta evidenca je pri nas, rekla, praktično neobstoječa, mi nič ne vemo, kam gredo in kaj se dogaja z našim kadrom, katerega je, rečemo, država veliko investirala, financirala, pač teh evidenc ni. In to je eno področje, ki bi ga bilo potrebno v nadaljevanju oziroma v prihodnosti bi rekli, začeti ga vzpostaviti, da bi lahko nekako osvetlili potem tudi trende izgube mladih v akademskem okolju. Brez takih podatkov pa seveda takih ocen ne moremo dati in pa tudi seveda potem ukrepi na tem področju niso možni. Tako da nekako sklep oziroma pa zaključek tega dela našega proučevanja je, da je potrebno začeti beležiti, analizirati te vrstne podatke tako na ravni posameznih institucij. Pač te institucije, kot smo pregledovali, objavljajo letna poročila z raznolikimi podatki, ampak podatkov, ki bi pa prikazali ta odhod, odliv, pa tudi, da bi pokazali podatke na ravni spolne raznolikosti, teh podatkov naše univerze in raziskovalni inštituti ne beležijo in seveda potem tudi na nacionalni ravni takih podatkov nimamo, kar je seveda slabo. Hvala lepa za vašo pozornost. Jasna Fakin-Bajec nam bo predstavila njeno delo v tem projektu, ki se nanaša na konstrukcijo znanstvene odličnosti in v bistvu
prav na ta formalna in neformalna merila v ocenjevanju znanstvenega. No, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že Ana rekla, jaz sem se bolj ukvarjala na delovnem paketu 7, kjer smo analizirali sama bolj ta neformalna merila pri sprejemu novih kandidatov na nova delovna mesta oziroma pri napredovanju. Pri pisanju članka smo sodelovali skupaj tudi s dr. Polono Sitar. Naj povem, da se je v tem delovnem paketu poleg analize formalnih meril tudi intervjuvalo predstojnike na humanistični instituciji, ki so nekako odločilni, kateri kandidati bodo sprejeti v službo. Govorim predvsem pri kandidatih za mlade raziskovalce. Na naravoslovni instituciji pa, kjer imajo nekakva formalna pogovore z novimi kandidati, z člani teh komisij. Poleg tega se je pa tudi analiziralo intervjuje samih sogovornikov oziroma mladih na začetku kariere, tako tistih, ki so ostali na instituciji, kot tistih, ki so odšli. Zdaj, kaj sploh je, vsi poznamo ta termin akademski kapitalizem oziroma ta vpliv neoliberalizacije, ki se ne soočamo samo v gospodarskih družbah, ampak čedalje več tudi v javnih sektorjih. Akademski kapitalizem ni značilen samo za slovensko okolje, temveč za evropsko in svetovnem prostoru in pomeni to, da čedalje več raziskovalnih oziroma ne čedalje, skoraj vse raziskovalne institucije in univerze se spreminjajo v podjetja. Vemo, kakšni so odnosi v podjetjih, ne sledijo nekem konkurenčnosti, čim boljši ekonomski učinkovitosti, tekmovalnosti, potem in zaradi tega tudi krhanju oziroma vzpostavljanju nekih hierarhičnih odnosov znotraj med vodilnimi in delavci in tudi zaradi tega tudi veliki pritiskom na delavce. Vodstvo tudi naših institucij in univerz se pa žal spreminja čedalje bolj v menedžerje oziroma birokrati. Tu govorim predvsem zaradi tega, vemo, da po letu za sprejemom zakona o ZUJF-a, po letu 2012 je znanost utrpela kar 25% nižja sredstva in je ta skrb za pridobivanje denarja za preživetje čedalje večja na strani menedžerjev, poleg tega oziroma vodstva, poleg tega pa tudi pritiskajo na svoje raziskovalce, da imajo čim boljša formalna merila, ker tako so konkurenčni za nove projekte. Tako prihaja do poostrenih hierarhičnih odnosov, tekmovalnosti, rivalstva med zaposlenimi in tudi med raziskovalnimi skupinami, med oddelki in tudi med vedami. Vsi si želimo delati na projektih, ker vemo, drugače ni kruha in ker so ti projekti čedalje bolj aplikativni, ki prinašajo tudi te tako imenovane A3 točke, je tudi pomembno, kdo so vodje projektov, kdo bo delal na samih vsebinah in to je znotraj institucij, znotraj timov veliko rivalstvo. Kasneje sem bolj osredotočena na to znanstveno odličnost, tukaj so pomembne te kvantitativne ocene, tako imenovano, ni več pomembna kakovost našega dela, raziskovalnega dela, na kakšen način bomo naše rezultate raziskovalne predstavili publiki, predstavili gospodarstvu, širši javnosti, temveč koliko objav imamo v revijah z visokim faktorjem vpliva. Pomembno je, da so te revije mednarodne, od citatov in seveda te A3 točke, tako imenovane A3 točke, pridobivanje finančnih sredstev izven okvira financiranja ARRS. Torej, je pomembno, kakšen je aplikativni projekt, temveč tudi koliko denarja bomo z nekim projektom prinesli instituciji. Kar mene zelo žalosti je čeprav v vseh resolucijah o raziskovanju, inovativnosti, strategijah razvojnih strategijah Slovenije beremo o pomenu aplikativne znanosti,
v pomenu, da se rezultate čim bolj implementira v okolje, vendar to je tako imenovano se označuje kot strokovno uspešnost, uspešnost prenosa znanja v okolje, vendar to ni vrednoteno kot znanstveni dosežek oziroma doprinese samo 15%. Tako da tukaj že vidimo ta razhajanja. Spreminja se tudi temeljno poslanstvo znanosti, ne odločamo se več svobodno, kaj bomo raziskovali, na kakšen način, kako kritičnost, refleksivnost, nimamo več časa za refleksivnost, temveč se znanost dalje bolj prilagaja logiki trga oziroma da imamo te tako imenovane čim boljše ekonomske učinke. Po definiciji znanstvena odličnost pomeni največji dosežki v akademskem polju. Formalna merila so oblikovana po tako imenovanem meritokratskem sistemu oziroma matematično merljivih kazalnikih. Pri nas se izpostavlja tako imenovane bibliometrične kazalnike, torej objave in citate. To tudi pri nas, ki formalna merila postavlja Agencija za raziskovalno dejavnost in so pripravljena v soodnosu do mednarodnih meril. Tako da vendar in kot beremo v literaturi, tudi s tem SICRIS točkami oziroma s COBIS-om, ki je bil pri nas postavljen leta 1997, naj bi se s temi javnimi podatki nekako nadziralo raziskovalke oziroma raziskovalce in to, oziroma kako, koliko in kako delajo raziskovalce in to naj bi pospešilo mednarodno primerljivo slovensko znanost. Ker so naši rezultati transparentni, bomo nekako, zdaj govorim neformalno, bolj motivirani za čim večje objave, čim večjo angažiranost. Torej, spodbuja se torej skozi ta merila objavljanje v uglednih znanstvenih publikacijah, tudi sodelovanje v mednarodnih konzorcijah, statusno odličnost, kar pomeni pridobivanje mednarodnih in nacionalnih nagrad in prijavljanje mednarodnih projektov. Tudi pri ocenjevanju teh formalnih meril, recimo pri prijavljanju temeljnih projektov pri ARRS, kljub temu, da se loči temelj, recimo SICRIS točke, da lahko prijaviš projekt, se tukaj ločuje ali je doktorat mlad doktorat ali je kandidat da je menilo že 10 let od oddaje doktorata, ko se ocenjuje samega kandidata, se ocenjuje po teh formalnih merilih in se tukaj ne gleda, ali gre za kandidata mladega doktoranta ali gre to za starejšega kandidata. Posledica meritokratskega sistema je ta, po besedah naših sogovornikov, tudi priznanih slovenskih raziskovalcev, ki so že več let na tem prostoru, da se dobesedno slovenska znanost sesuva. Prihaja do neenakosti, predvsem na humanistični instituciji, pa tudi na naravoslovni se je izpostavilo neenakost med generacijami, namreč kdo ima moč, vpliv, čas za raziskovanje, kdo ima čas za objavljanje in kdo dejansko piše projekte in kdo dejansko odhaja v tujino. Mladi so postali orodje za pisanje projektov svojih nadrejenih, ker drugače ne dobijo službe, o službi za nedoločen čas le sanjajo in po besedah mladih se počutijo espeji znotraj javnega sektorja. Saj, če ne dobijo projekta, pomeni, da bodo odšli. Največkrat pa piše, večinoma aplikativnih projektov prav mladi in tudi za odhode v tujino moramo vedeti, da mladi z majhnimi otroci težje odhajajo v tujino, sploh ženske, in to se tudi izpostavilo v intervjujih, kajti tukaj v Sloveniji še ni toliko razvita ta kultura, da bi mož odšel skupaj z ženo v tujino, kajti se mu to ne zdi relevantno oziroma to ne sprejme.
Prihaja tudi do neenakosti spola, to se je bolj izpostavilo na naravoslovni instituciji. Kdo piše poročila pri projektih, ki vemo, ta poročila niso ocenjene kot znanstveni dosežek, temveč kot strokovni dosežek. Kdo je tisti, kot predava in vodi vaje, dela na laboratoriju in kdo dejansko dela na terenu in kdo hodi v tujino. Tukaj naj povem, prav pri naravoslovni instituciji se je pokazalo, da tudi same sogovornice so izpostavile, da je logično, da bojo one predavale, da imajo ta večji čut za predavanje, za delo z vajami, medtem ko se avtomatično smatralo, da bodo moški na terenu, ker lahko ostanejo več časa na terenu, medtem kot ženska raziskovalka mora iti popoldne po otroke. Tudi pri citatuh in objavah vemo, da tukaj so pomembne tudi te neformalne mreže, prijateljske mreže. Sicer to naši sogovorniki niso toliko izpostavili, to je bilo bolj izpostavljeno v literaturi, da prihaja do prijateljskih mrež pri citiranju in tudi tukaj se po literaturi kaže, da se bolj citira moške kot ženske raziskovalce. In tudi pomembna je tudi status inštituta oziroma države. Težje Slovenija vemo, da je majhna država, da čeprav se tudi ARRS prizadeva za mednarodno merljivo slovensko znanost, še vedno je tukaj in imamo tudi naše inštitucije, imajo ugled, se še vedno kaže, da se težje pridobivamo mednarodne raziskovalne projekte in tudi probleme pri objavah. Kako doseči, čeprav v vseh teh strategijah beremo o aplikativnosti implementacije znanstvenih dosežkov, če pa ni časa, energije in moči za strokovno sodelovanje s širšo javnostjo, z gospodarstvom, kajti ko pripravljamo razne predavanja, delavnice ali pa hočemo sodelovati z občinami, z društvi in tako naprej, to ni točkovano, to ne obsega teh formalnih meril in potem tudi ni toliko časa za pisanje objav v revijah z visokim indeksom, faktorjem vpliva. Ker če dalje manj denarja za znanost, pomeni tudi manj denarja za raziskovalne projekte v slovenskem prostoru in večinoma si inštituti in fakultete pomagajo na ta način, da se prijavljamo na aplikativne projekte, tu govorimo o tako imenovanih indirekt projektih, ki sicer lahko veliko doprinesejo k implementaciji naših znanstvenih dosežkov, vendar, če raziskovalna skupina deluje samo na aplikativnih projektih, kjer pa ni časa za raziskave, za arhivsko delo, za terensko delo, tukaj so strogi roki in vemo, da arhivsko delo konkretno pomeni lahko tudi 1 leto v arhivih, medtem ko pa to aplikativni projekti ne omogočajo, se tukaj lahko vprašamo, kaj je zdaj temelj znanosti. Ali bomo samo implementirali znanost in se bomo izmišljevali vsebine, poustvarjali znanost, ali bomo delali dejansko temeljne raziskave. Če sam še druga spoznanja iz kvalitativne študije so še pokazale, da ni problem samo pri tej neenakosti spolov, da je velik problem tudi pri samih ženskah, raziskovalkah, se zelo samo podcenjujemo, smo neambiciozne, nezaupanje med sabo in tudi sami sebi se večkrat postavljamo tako imenovana polena pod noge. Kljub temu, da na določenih inštitutih prevladujejo raziskovalke, je zanimivo, da so vodje teh inštitutov ali pa vodje raziskovalnih programov moški, oziroma da imajo to moč moški, kar kaže ta moški habitus. Pri samem izboru novih kandidatov oziroma za napredovanje se kaže pomen teh neformalnih mrež. Povsod, vsi novi kandidati pridejo preko statusa mladega raziskovalca in če se ta mladi raziskovalec izkaže, ostane v instituciji, drugače ne. Kar je pa zanimivo, zelo je pomembno, da se ta raziskovalec
pokaže kot timski raziskovalec, raziskovalka, kajti projekti so spodbudili timsko delo. Ni več toliko individualnega dela v znanosti, temveč delo v skupinah, kjer so pa sogovorniki izpostavili pomen, da so te skupine spolno uravnotežene in se tukaj dalo, da je skupina uspešnejša, če sta zasedena oba spola. In tudi ni toliko več, tudi pri neformalnih merilih, tudi kdor odloča, kdo bo ostal v skupini, niso več toliko pomembne sikris točke, temveč predvsem osebnostne karakteristike. Ali je ta raziskovalca sposobna se vključiti v skupino in delati za skupino, ne pa le za lastno kariero. Pri izbiri asistent, ki so desne roke profesorjev, se je izkazalo, da so bolj zaželene asistentke, ker so pridne, vajene trdega dela, učenja, sedenja pred računalnikom, potrpežljive, odzivne, medtem ko nasledniki teh profesorjev bodo pa, oziroma v enem intervjuju se je pokazalo, bojo pa moški, ker so moški tisti, ki so lahko zasedajo tako pomembno mesto, kar kaže tudi to konstrukcijo znanstvene ženskosti. Medtem ko so v teh intervjujih bili moški označeni kot bolj pogumni, drzni za odhod v tujino in vzpostavljanju mednarodnih mrež. Torej, še enkrat se vprašam, kaj je znanstvena odličnost in potrdimo, da se slovenska znanost in se internacionalizira, postaja mednarodno merljiva, vendar za kakšno ceno? Na ceno prekarnosti raziskovalk oziroma raziskovalcev, hiperprodukcija objav, izgubljajo se vrednosti strokovnih dosežkov in tudi nacionalnih del, uveljavlja se projektno financiranje, kar je pa pozitivno, saj moje osebno stališče je, da se razvija timsko delo. Znanstvena odličnost je v bistvu socialni konstrukt, ki odseva to splošno družbeno-politično stanje, ki se žal ni izognil vplivu neoliberalne ideologije in tudi moškega habitusa. Hvala. Pozdravljeni še z moje strani. Rada bi poudarila to, kar je že Ana uvodoma, da je to en majhen izsek 3-letnega dela, da je ogromno materijala zbranega in upam, da bomo prijavili kakšen dodaten ali pa naslednji projekt, da bomo lahko ves ta material spublicirali, ker ga je veliko, ali pa tudi, da bi pridobili kakšne podoktorske študentke in študente, ki bi lahko ta material obdelali, tudi zato imamo določene pogodbe oziroma protokole, kako se to naredi. Torej, moj del v tem projektu, in se zahvaljujem Ani, ki me je povabila v ta projekt, je bil predvsem delo na kvalitativnih intervjujih, ki sem jih opravljala na naravoslovni testni instituciji. Mentorstvo je bilo samo en delovni paket od 8 delovnih paketov, sodelovala sem praktično vseh. Zakaj pa je to pomembno? Zaradi tega, ker se mentorstvo dejansko navezuje prav na vse fenomene, ki smo jih danes že slišali, tako na puščajočo cev, tako na znanstveno odličnost, tako na kulturo organizacije, kot na gender budgeting, ki ga prevajamo kot uvajanje spola v proračun. Kako preživeti po doktoratu je tisti problem, s katerim se ukvarjajo mladi po zaključenem doktoratu. Veliko je bilo na to temo že povedanega. S tem ne mislim povedati, da program mladih raziskovalcev, ki je unikum skorajda v Evropi, glede na vse socialne prispevke, varnost mladih v času usposabljanja za doktorski študij ni relevanten, seveda je relevanten. Bolj je problematično, da ni po drugi strani protokoliranega mentorstva. Mentorski institut v Sloveniji obstaja že veliko časa, pedagoški mentori, raziskovalni mentori so se bolj oblikovali, vsaj kriteriji za izbor v času vpeljave programa mladih raziskovalcev leta 1985. Ampak tisto, kar smo mi tudi v okviru tega projekta spoznali, kaj vse je mentorstvo in kar je tudi Ana rekla, ne samo usposobiti mladega kandidata, kandidatko, da zaključi neko nalogo, neko, bomo rekli, usposabljanje, ampak je to tudi karierno mentorstvo. Tega praktično pri nas ne poznamo v taki meri kot naši partnerji, ki imajo uvedene tudi mentorske programe. Torej,
Začela bi s tem, ne gre za ali ta program ali drug program, jaz mislim, da je oboje, kar je pomembno. Torej, izhodišče za prispevek, ki ga imamo v tej knjigi, je bilo, da je dolgoročni uspeh v znanstveni karieri mladih utemeljen v zgodnjih praksah njihove akademske socializacije in kulturacije, pri čemer seveda mentor, mentorica igra izjemno pomembno vlogo. In sam mentorski odnos. To govori predvsem literatura, stara že od 60 let naprej. In seveda posledično se omejujem samo na tisti del, ki pravi, da slabša mentorska podpora je lahko tudi vzrok za podreprezentiranost in deprivilegiranost določenih družbenih skupin, v našem primeru smo se osredotočili na spol, kasneje v življenju. Torej ne gre samo za spol, kot smo ga danes tukaj slišali že večkrat, kot dimenzijo take podreprezentiranosti, lahko so tudi član določene etnične skupine, verske ali pa kakorkoli marginalizirane skupine in se to odraža tudi na slabši mentorski podpori. Evidence v Sloveniji smo že danes večkrat slišali, gre za horizontalno in vertikalno segregacijo po spolu in kot rečeno ni uradnih mentorskih programov, kar pa smo videli, da lahko igra veliko vlogo glede na to, da smo imeli dva partnerja v projektu, ki pa imajo tradicijo mentorskih programov. Tudi same raziskovalke smo bile izjemno presenečene, kaj vse obstaja. Kaj vse obstaja in tisto, kar bi rada poudarila, brez močnih finančnih sredstev, na kar se vedno zgovarja uradna raziskovalna politika, ni denarja, imamo samo za ta program, nimamo za program, marsikaj se da oblikovati tudi v tem, mogoče več popoldne na okrogli mizi. Tukaj v knjigi govorimo o primeru Švice, kjer skušajo rešiti, mislim ne samo s tem, ampak eden od korakov za reševanje te podreprezentiranosti žensk v znanosti, tudi z, bom rekla, takimi pozitivno diskriminacijo, se pravi s programi samo za ženske na začetku kariere. In imate tudi spletno stran, lahko se pogledate vse njihove akcije, vse njihove možnosti, podporne pisarne, kaj nudijo mladim, neverjetno kaj nudijo, od tega, da jim pomagajo zbirati mentorje na večjih ustanovah, do tega, da organizirajo seminarje, do tega, da so protokolirane ure na dan, ki naj bi jih mentorji in mladi raziskovalci in raziskovalke uresničevali, zato da se bo odnos med obema, se pravi mentorico, mentorjem, mentoriranko in mentorirancem razvil dvosmerno. Se pravi, da ne gre za, bom rekla, reprodukcijo ali pa na nek način kloniranje želja, zahtev mentorja, mentorice, ampak da gre za vzajemno učenje. Tudi mentor in mentorica se učita od mentoriranke in mentoriranca. Do tega, da imajo na posebnih diskusijskih forumih zelo dostopne, zelo odlično organizirane informacije in podporne pisarne, ki mlade, bom rekla, opremljajo z vsemi potrebnimi podatki, od tega, kam se prijaviti za mobilna gostovanja, kako, ne vem, konkretno uresničevati težavo, če pri usklajevanju dela in družine, na koga se obrniti v določenih primerih, na katero pisarno in tako naprej. Zakaj to poudarjam? To poudarjam zaradi tega, ker tudi sama, ko sem oblikovala skupaj s kolegicami akcijski program, sem ugotovila, da v Sloveniji obstaja neverjetno veliko število podpornih pisarn, ki žal v maniri slovenske prakse so ustanovljene, ne delujejo pa tako, kot bi si želeli. Torej, jaz sem sama mlada raziskovalka bila leta 1990 in nisem vedela za veliko število teh pisarn, da so na razpolago. Ne samo zato, ker ljudje, ki v teh pisarnah delajo, niso aktivni, so izjemno aktivni, tudi z njimi smo imeli delavnice, ampak ker je odziv in komunikacija tako slab in tako, bom rekla, slabo so operacionalizirani protokoli in postopki in odzivnost. Velikokrat se tudi na ta način skuša prikriti, sej smo odlični raziskovalci, mi tega ne potrebujemo. To je recimo bilo, kar me je presenetilo, ena od zadev, ki sem jo slišala na univerzi, v eni od pisarn, ko so organizirali odlične, bom rekla, seminarje na letni ravni za tiste, ki bi želeli kot mentorji in mentorice se izobraziti v to smer, recimo, da so ugotovili, ker ni protokolirane zadeve, da bi pa radi izvedeli, kako, če je nekdo nekompatibilen, to rešiti. Odziv je bil pa tak, da so dobili v pisarno veliko število
pisem strani odličnih znanstvenikov in znanstvenic. Poglejte si naš SIKRIS in ne nas ganjaviti s takimi dogodki. Ne bom govorila o metodologiji, rada bi poudarila, da sem se osredotočila na kakšne vrste mentorskega odnosa potrebujejo oziroma pogrešajo mladi v procesu socializacije v akademsko okolje. V intervjujih, kot rečeno, smo se osredotočili na tiste, ki so ostali v akademskem okolju in tiste, ki so šli iz akademskega okolja. Skozi teh 5 tematskih sklopov, se pravi, to je bil res polstrukturiran, zelo obsežen intervju, več kot 70 vprašanj je bilo v tem intervjuju. Vsebine so bile pa osebna pot od zaključka doktorskega usposabljanja do danes, ne glede na to, ali smo v tej instituciji ali nismo, oziroma naše sogovornice in sogovorniki, kultura organizacije, ki je silno pomembna, delovno okolje, usklajevanje dela in družine, karierni razvoj, perspektive in celo njihova priporočila, torej kako bi oni sami izboljšali glede na svojo lastno izkušnjo. To sem seveda umestila v teoretski okvir, kar je vedno praksa. Tukaj poudarjam samo 3 najpogostejše poudarke, nedavne, bom rekla, to so raziskave od 60 let naprej, zdaj se pa poudarja ta 2 stvari. Da je mentorstvo empirično vprašanje. Kaj to pomeni? To pomeni, da tudi če mi uvedemo mentorski program, tako kot sem prej povedala, tudi države, ki imajo uveden mentorski program, to samodejno ne pomeni, da zadeva funkcionira. Torej, treba je to neprestano prevpraševati, kje ta program pušča, kje ni dober, oziroma kako ga izboljšati. Velikokrat se poudarja pri tem, da je mentorstvo empirično vprašanje, to, da se pač, da so ponavadi tudi interesi organizacij fokusirani oziroma osredotočeni na nekaj drugega, kot pa na to, da bi se posameznik ali pa posameznica uresničevala tako, kot bi si želela. Ne glede na to, ali je to mentorica ali mentoriranec, mentoriranka. Te raziskave predvsem kritizirajo zgolj osredotočanje na kvote. Namreč, kot so kolegice povedale, sama kvota samodejno ne rešuje moškega habitusa, ki je simbolizirana, bom rekla, dimenzija tega, kaj je plačano, neplačano delo oziroma kaj je časovno zahtevno delo in kaj je tisto, kar se prepoznava kot znanstvena odličnost. Bifokalni pristop prav zaradi tega naslavlja ne samo mentorski odnos oziroma, ne samo mentorski odnos, ampak samo ospoljenost organizacij. Torej, ta pristop je tisti pristop v teoriji, ki opozarja, da je potrebno evalvirati to, kaj pomeni, če dejansko povečamo kvoto žensk, oziroma ne samo v raziskovalnem odnosu, ampak tudi v odločevalnih funkcijah, da se to tudi evidentira, da se ta učinek meri, ne samo ponovno, da to uvedemo, damo v pravilnike, potem pa to že funkcionira. Običajno ne funkcionira, ni tako samodejno, je pa seveda nujen, je pa predpogoj, da se sploh o čemerkoli pogovarjamo. Obenem pa literatura poudarja tudi na alternativne oblike temu diadnemu, ki ga mi vsi poznamo, mentorstvu, se pravi, gre za kolegialno mentorstvo, e-mentorstvo, gre za mentorstvo, medvrstniško mentorstvo in tako naprej, se pravi, za vse tiste oblike mentorstev, ki nam pomagajo preživeti v akademskem okolju oziroma na podlagi česar lahko tudi uspešneje napredujemo. V Sloveniji imamo le nekaj nacionalnih raziskav, zakaj sem jih danes vseeno izpostavila. Jaz jih globoko cenim, mislim, da so nujne, tako kot je kolegica Černičeva povedala, tudi statistika je izjemno nujna, ampak same številke še nič ne povedo. Tudi same raziskave o mentorskem odnosu v Sloveniji so anketne raziskave. Prva raziskava, spletna anketa o uspešnostih mladih na začetku kariere, bila opravljena leta 2003 na reprezentativnem vzorcu, je pokazala, kot vidimo, da je na uspešnost mladega vpliva uspešnost njegovega mentorja, mentorice. Ampak kaj je problematično pri tej uspešnosti? Pri tej uspešnosti je problematično to, da je indikator uspešnosti publiciranje, se pravi informacijski sistem. In to je samo reprodukcija. Se pravi, ta raziskava ni prevprašala indikatorjev uspešnosti, ampak jih je mala kot samoumevne, tiste, ki so na razpolago. Torej, veliko tega, kar je tudi kolegica Jasna povedala, tukaj ni vključeno. Zakaj pa je še to problematično? Točno zaradi tega, ker na podlagi rezultatov te raziskave se oblikuje raziskovalna politika. To je evidence-based raziskava. Reče, ker je mlad
mlad kandidatka ali pa kandidat bo bolj uspešen, če bo imel uspešnejšo mentorico mentorja, pri čemer je glavni indikator oziroma edini indikator publiciranje, potem vemo, kam lahko tak izbor odličnih mentorjev, mentoric pelje. Ponovljena raziskava je bila leta 2007, že bolj se je nekako nagibala na doživljanje mentorskega odnosa skozi 3 dimenzije. Tukaj jih imamo navedene, in sicer za spodbudo za domače in mednarodno mreženje. To so operacionalizirali predvsem z obiskom konferenc v tujini in seveda dela v tujini preko raznih mobilnih štipendij in tako naprej. Pa tudi psihološka podpora z lastnim zgledom, z bom rekla, razpoložljivostjo mentoric in mentorjev do svobode pri usposabljanju. Tukaj se je seveda tudi pokazalo v tej raziskavi, da so punce oziroma raziskovalke še vedno deležne manj teh spodbud in psihološke pomoči. Sodelovalna kultura je bila tretja raziskava, oziroma naredili so to analizo na podlagi te prejšnje raziskave. Sodelovalna kultura ne pomeni, kako sodelujeta mentor in mentorica, kot bi se zdaj mi mogoče to naivno predstavljali, ampak sodelovalna kultura je tle spet operacionalizirana skozi soavtorstvo, soavtorske prispevke. Ta raziskava je pokazala, da v 25 letih se je strahovito povečalo soavtorstvo, ne glede na to, ali je to humanistika, naravoslovje, družboslovje, seveda tehnologija, naravoslovje to že dlje časa prakticira, ampak tudi v družboslovje se je že zarezalo to soobjavljanje, pri čemer se na koncu raziskovalci sprašujejo, da soavtorska publikacija ni samodejno sodelovalna praksa in dobro mentorstvo in sodelovanje nujno nima za posledice soavtorstva. Dobro. Poglejmo si Garcia rezultate. Garcia rezultati fino, bom rekla, ta raziskava dopolnjuje te predhodne raziskave in skuša pojasniti poleg statistik, ki smo jih danes že slišali, tudi to, kaj je under the skin, kot bi rekli, kaj je pod kožo, kako te številke funkcionirajo v realnosti. Navedla bom samo 4 take v nebo vpijoče rezultate. Teh rezultatov je ogromno, kot je rekla Ana, še intersekcionalno smo jih gledali, ogromno materijala je še za obdelati in za publicirati. Ampak prva stvar, ki nam stopi v oči, je samoreprodukcija. Niti eden od skoraj, bom rekla, res majhen delež naših intervjuvank in intervjuvancev je pridobil mentorico ali pa mentorja samo skozi formalen razpis. Pri veliki večini, bomo govorili kar čez 90%, so že poznali mentorco ali pa mentorja prej, bodi si na dodiplomski ravni, ali so delali za njih, ali so sodelovali v njihovih raziskavah in tako naprej, tako da dejansko gre za že znane kandidate. To je termin, ki ga uporabljajo sami, bom rekla, tudi intervjuvani mentori in mentorice in pa tudi kadrovske službe, kjer govorijo o tem, da že tako tudi na nek način nagovarjajo Zavod za zaposlovanje, ko objavljajo te razpise, da gre že za znane kandidate. Torej, če pogledamo DP4, DP6, šestka so tisti, ki so zapustili akademsko okolje, DP4 so pa tisti, ki so ostali v akademskem okolju. Drug rezultat je tako, doktoriraš se spet na nuli, kar je zanimivo. Pri teh, ki niso prostovoljno zapustili akademskega okolja, smo to pričakovali, da bodo seveda na nek način povzeli svoje negativne izkušnje, ampak ne glede na to, tudi tisti, ki so ostali v akademskem okolju, so to poudarili. Ko doktoriraš si na nuli, na nek način so občutili negotovost, takoj po zaključenem doktoratu. Tukaj so pa recimo, imam navedeno njihove razloge, zakaj ta negotovost, negotovost povratka zaradi porodniškega dopusta, zaradi projektnega financiranja, podaljševanja začasnih pogodb in tako naprej. In pa, da tako, ker nimamo protokoliranega mentorstva, so tudi večkrat izjavili, da mentori in mentorice nekako pozabijo na njih. Aha, mi smo te spravili do doktorata, zdaj pa tvoja stvar, kako se boš znajdu, ali pa znašla. Zato je recimo ena skupina sogovornic govorila tudi o poštenih mentorjih in mentoricah. To naj bi bili tisti, ki jim že takoj na začetku, ko štartajo, rečejo, poslušaj, sej, verjetno pa ne boš zaposlen po doktoratu ali pa zaposlena. To so pošteni. Ti, ki so morali oditi, bodi si zaradi tega, ker ni bilo projekta, bodi si zaradi tega, ker niso bili izbrani med tistimi 3-4 kandidati, so sporočali občutke izigranosti, zavajanja, prekernosti, zamere, jeze, celo izgube identitete.
Seveda je pa tudi manjša skupina takih, ki so prostovoljno šli. Celo takih, ki so rekli, da akademsko okolje ni dovolj velik izziv, da se premalo intenzivno dela, da so našli izziv v drugih institucijah, ki niso akademske, bodisi v gospodarstvu, bodisi pa spet taki, ki so našli tako imenovane bolj varne zaposlitve. Dobro mentorstvo. Kaj je dobro mentorstvo? Pardon, sem spustila slabo mentorstvo? Ne. Dobro mentorstvo, da ne bomo vsega tega brali, čisto na kratko bom povedala, dobro mentorstvo je ne glede na opazovano testno institucijo, ne glede na spol, tisto mentorstvo, kjer te mentorica ali pa mentor korakoma vpeljuje v akademsko življenje. Pričemer je ta dvosmernost slišanja in poslušanja bila poudarjena. Tukaj edino smo zaznali, oziroma potem pri slabem mentorstvu, če skočim na slabo mentorstvo, slabo mentorstvo, mogoče razlike med odgovori po spolu. Svobodo v mentorskem odnosu si večina punc interpretirala kot prepuščenost samim sebi, fantje so pa to gledali kot zaupanje strani mentorice ali pa mentorja, da lahko sami delajo. A ne? Ampak to samo na naravoslovni testni instituciji, na humanistični ne. Izkušnje slabega mentorstva je dobesedno ta prepuščenost. To čist, če povem en tak, bom rekla, ekstremen primer je, da je kandidat, ki je imel odličnega mentorja z neverjetnimi sikri s točkami in tako naprej, ki je imel že sam po sebi 4 mlade raziskovalce, ga je videl prvi dan in zadnji dan, ko mu je dal doktorat. Vmes pa sodelovanja ni bilo. Ampak to je pač eden od ekstremov, ne govorim, da je to tako vselej. Govorim pa o tem, da ni zadeva protokolirana. O tem so govorili eni in drugi. A ne? Se pravi, vemo, kdo naj bo mentor, kakšne so merila za izbor mentorja in mentorice, ne pa, kako naj dejansko deluje s tem raziskovalcem oziroma raziskovalko. Čisto za zaključek. Izrecno v spolu ničesar. Torej, ko smo govorili o mentorstvu, razen tiste epizode, ki sem vam povedala, kako gledajo svobodo, a ne, ni bilo izrečeno, ampak poudarek je bil na generacijskih razlikah. Da velikokrat ta odličnost mentoric in mentoric izkazuje to, da je to generacija, ki ni bila vzgojena in socializirana v času, če uporabim tvojo metaforo, akademskega neoliberalizma. Da ti odlični raziskovalci samodejno niso tudi usposobljeni, nimajo kompetenc, da prenesejo izkušnje zlasti zdaj prijavljanja projektov na mlajšo generacijo. In se to spet svobodno njim prepusti. Če želite biti odlični raziskovalci, boste to delali. Kako? Poglejte si. Ne? To je bila neka glavna sporočilnost. Se pravi, da te mentorice in mentorje, ki jih imajo, ki izkazujejo po sikrisih odličnost, avtomatično se ne prenaša v to, da bi jim lahko podali neke dobre prakse ali pa izkušnje. Po drugi strani pa se kaže ambivalenca pri teh mladih v tem, da takega načina življenja v akademskem okolju si ne želijo. Iz podobnih razlogov, kot je povedala Jasna, da je stvar, da skačejo iz projekta na projekt, da so to časovno zahtevne stvari, da je več ali manj tega akademskega užitka, kot so si predstavljali, ampak da vse skupaj postaja en biznis. Rivalstvo zaradi tega, ki je bil eden rezultatov našega projekta, se pravi, namesto sodelovalne kulture med raziskovalci, med mlajšo in starejšo generacijo, se skupine vedno bolj zapirajo, ker smo si vsi konkurenti. Se pravi, da tudi posledično doseg mentorstev manjši. To so recimo večkrat poudarjali celo na naravoslovni fakulteti, da tudi ne smejo komunicirati z drugimi katedrami ali pa z drugimi raziskovalnimi skupinami, ker so konkurenti. Ne samo z drugim potencialnim mentorjem ali pa mentorico, niti ne svojimi vrstniki. Torej, zadeva se zelo na nek način, bom rekla, radikalizira. Priporočila, seveda so dali priporočila. Priporočila so bila od tega, da bi se organiziralo take delavnice, da bi se organizirali webinari, tisti, ki zanima, da bi se lahko to ogledali, to ne stane veliko, in seveda, da bi se mentorstvo protokoliralo. Se pravi, to še zmeraj ostaja izziv za raziskovalno politiko, bodi si mentorstvo v raziskovalni sferi, bodi si mentorstvo v visokošolskih organizacijah. Poudarek je pa ta, da mentorski talent ni samodejna lastnost bolj izkušenih raziskovalcev in raziskovalk, ki izkazujejo znanstveno odličnost. Hvala.